No, rad bi se vam zelo zahvalil. Kot vsi vedo, se je o tem veliko poročalo. O tem se je veliko poročalo? Sva velika prijatelja. Predsednik je opravil izjemno delo. Že ko sem pristal na letališču, kjer sem videl tako lepo letališče in stavbo, poimenovano po meni. Zelo sem vesel zaradi tega. To je bilo zelo lepo. Letališče je res čudovito. Ceste, ki vodijo do njega, so povsem nove in lepe. In bil si odličen voditelj in spoštovan voditelj po vsem svetu. In res je tako. Imela sva že od samega začetka dobro kemijo. Imela sva zelo poseben odnos. Pod predsednikom je Turčija postala zelo močna država na vojaškem področju. Ljudje pravzaprav ne vedo, kako močna je v resnici. Imajo veliko naše opreme, imajo veliko odličnih vojakov. In resnično so nekdo, s katerim je treba računati. In lepo je, da je zaradi odnosa, ki ga imamo, vse potekalo zelo dobro. Rad bi povedal, da imam spoštovanje do predsednika. In mislim, da je to res v korist obeh držav. Bomo danes govorili o trgovini, govorili bomo o drugih stvareh povezanih z vojsko, veliko različnih temah. Verjetno bomo omenili Iran, kjer smo v bistvu uničili njihovo vojsko. Ne morejo imeti jedrskega orožja. In imamo zelo dobre razprave, veliko trgujemo s Turčijo. Mi izdelujemo odlične stvari in oni izdelujejo odlične stvari. In to je imelo zelo velik vpliv na obe naši državi. Zato vam želim povedati, da mi je v čast biti z vami. Imeli bomo veliko dobrih srečanj, imeli bomo dobre večerje, dobro hrano, imeli se bomo lepo, a predvsem nas čaka veliko dela in naredili bomo dobre stvari za naši državi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, ali boste prodali letala F-35 Turčiji? Kaj pa pravne omejitve? No, to je odločitev, ki jo bomo sprejeli. Imamo zelo dober odnos. Mislim, da veliko ljudi, lahko vam povem, veliko ljudi, vključno z ljudmi, ki sedijo tukaj, misli, veste, zakaj tega ne bi storili. Imamo boljši odnos s Turčijo. In Turčija je bila na mnogo načinov veliko bolj zvesta kot druge države, za katere mislimo, da bi bile zveste. Tako da ja, to je zagotovo nekaj, o čemer bi razmislili. To je odlično letalo. To je najboljše, trenutno daleč najboljše letalo. In to je zagotovo nekaj, o čemer bomo razmislili, ja. Da, Daniel, prosim. Nikoli ne veš, zakaj je nek odnos poseben. Z nekaterimi ljudmi se razumeš, z nekaterimi pa ne. Včasih se razumeš celo z najtežjimi ljudmi, kot je on. In včasih se ne razumeš z najšibkejšimi, najbolj patetičnimi ljudmi. Preprosto se ne razumeš, mogoče jih ne spoštuješ, ampak jaz veš, od dneva, ko sva se spoznala, sva se razumela. Imeli smo pastorja, kot se spomnim, njegovo ime je bilo pastor Branson. To je bila zelo velika stvar. In bilo je zelo travmatično. Obsojen je bil na dolgoletno zaporno kazen. In čutil sem, da je nedolžen. In sem poklical. Drugi so klicali, niso dosegli ničesar. Poklical sem predsednika in ga je tako izpustil. To je nekaj, česar evangelikalna skupnost nikoli ne bo pozabila. In ker je bil dober človek, pastor Branson. Torej, veste, take stvari, vedno se je izšlo. In mislim, da je bilo tako od samega začetka, od prvega trenutka. Kot sem že rekel, je to kemija, ki deluje med nama. Obstajajo tisti, s katerimi nimam dobre kemije, to vam lahko povem. In tudi to rešimo. Raje bi dosegel rezultat. Tega ne maram početi. Ali so v Evropi verjetna dodatna zmanjšanja števila vojakov in ali ste zadovoljni z napredkom, ki so ga dosegli zavezniki NATO? Dosegli? No, bomo videli. Bil sem zelo razočaran nad NATO-om. In iskreno, če ne bi bilo srečanje v Turčiji, kjer je moj prijatelj zelo močen voditelj, zelo močna oseba, je možno, da se ga ne bi udeležil. Čutil sem, da se moram udeležiti zaradi dejstva, da vem, da se je res potrudil. Velika stvar je, da je NATO prišel v Turčijo ali kamorkoli drugam. To je velika stvar.
Ampak z nami niso dobro ravnali, ker smo nekaj naredili v Iranu. Ne potrebujemo nikogaršne pomoči. Sploh nisem želel njihove pomoči, ampak še preden sem vprašal, so rekli, da jih ne bo tam. In v NATO smo vložili bilijone dolarjev. Zakaj? Da bi zaščitili evropske države in druge, Kanado in tako naprej, ampak da zaščitimo ljudi, države pred nasplošno gledano. Včasih je bila to Sovjetska zveza, zdaj je to Rusija. In pravim, da je to v redu, ampak mislili bi, da bi bili zelo pripravljeni narediti nekaj, da nam pomagajo. In res niso bili. V primeru Združenega kraljestva, predsednik vlade, mislim, da ni več na položaju. Mogoče zaradi tega, to je bila zelo nepriljubljena stvar, ki jo je naredil. Rekel je, ne, pomagali bomo, ko bo vojne konec. Rekel sem, take pomoči ne potrebujem. Mi sploh nismo potrebovali nobene pomoči. In na nek način sem ljudi preizkušal. Preizkušal sem, ali bi bili tam ali ne. Ker sem že dolgo govoril, da mi pomagamo njim. Ampak nisem prepričan, da bi oni bili tam za nas. In Italija nas je zavrnila, Nemčija nas je zavrnila in Francija nas je zavrnila. In to je v redu. Ampak veste, zakaj mi zapravljamo stotine milijard dolarjev, oni pa nam ne stojijo ob strani? Mi smo jim vedno stali ob strani. Kot več. Vaš ruski raket, Obrambni sistem. kjer da predate tretji osebi, kolikor se ukvarjate z drugimi fanti. ali to ni del dogovora? Tretja stran, kaj ne bi bila ta tretja stran? Glede na kaj? Obstajajo pomisleki glede ruskih sistemov protiraketne obrambe. Imate tudi vi te pomisleke glede sistema? Nimam nobenih pomislekov glede česarkoli. Mislim, on je voditelj države, ki jo je naredil veliko boljšo državo, veliko močnejšo državo. In to vidite. Mislim, da je čudovito. Ko prideš ven, so ceste čudovite. To je neverjetna stvar. Zdaj nimam nobenih pomislekov glede česarkoli, kar je povezano s Turčijo. Rekel bi, da je odnos s Turčijo trenutno verjetno boljši, kot je bil kdajkoli prej. Bil je dober v mojih prvih 4 letih, ampak mislim, da je zdaj verjetno vse boljši, če je to sploh mogoče. Sirije. Ameriška vojska in turška vojska predstavljata res močno in veliko vojaško oporo za NATO. Ali pričakujemo nadaljnje sodelovanje na področju obrambe, po tem dvostranskem srečanju, po tem vrhu NATO tukaj v Ankari? No, zvedeli bomo, ko bom šel tja. Zvedeli bomo. Imeli bomo sestanke. Z mnogimi voditelji sem v zelo dobrih odnosih. Veste, nekateri so novi, ne poznamo jih. Ampak veste, to počnem že kar dolgo časa. Če štejete tista 4 leta, ko smo imeli prirejene volitve, veste, tudi takrat sem bil zelo vpet v politiko. Ampak prva 4 leta sem preživel. 4 leta sem preživel v nekoliko drugačnem stanju. In potem smo imeli verjetno najboljše leto, kar jih je kdaj imel ameriški predsednik. Ko pogledate gospodarstvo, imamo najboljše gospodarstvo, kar smo ga kdaj imeli. Imamo 19 bilijonov dolarjev, natančneje 19,2 bilijona dolarjev, ki se vlaga v Združene države. To je 7 ali 8-krat več, kot je bilo kdajkoli prej. To je svetovni rekord, ne le ameriški rekord. In pravkar sem prebral, pravzaprav, ko sem prihajal sem pravkar dobil informacijo, bil sem v avtu s tistimi čudovitimi konji, tistimi odličnimi jezdeci, tistimi odličnimi vojaki. In prišla je novica, da Toyota zapušča Mehiko in prihaja v Združene države ter gradi eno največjih tovarn tovornjakov in avtomobilov, kar jih je bilo kdaj zgrajenih. Neverjetno je. In to je tisto, kar naredijo carine, če jih pravilno uporabiš. In tako še nikoli nismo imeli bolj izjemnega gospodarstva ali potencialnega gospodarstva. Nikoli ni bilo ničesar podobnega. Pod prejšnjo administracijo je bilo veliko manj kot $1 bilijon naložb, ki so prihajale. In mi smo pri 19,2 bilijona v prvih 12 mesecih, ker je to, veste, res. Torej smo tam leto in pol, torej je ta številka zdaj bistveno višja. Ampak 19,2 bilijona, Scott, za obdobje 12 mesecev. Nihče še ni videl česa takega. Torej imamo daleč največje gospodarstvo. Trenutno imamo v Združenih državah več delovnih mest kot kadarkoli prej. In z nekaterimi državami imamo odličen odnos glede trgovine. In Turčija je ena izmed njih. To mi ni všeč. Ampak kupili so letala iz Združenih držav Amerike.
In ko kupiš letalo iz Združenih držav Amerike, če pride do obnove motorja in drugih stvari, ki se naredijo na motorjih, se zgodi več različnih stvari, vključno z vzdrževanjem. Mislim, da imamo obveznost vzdrževati motorje in jim pomagati pri vzdrževanju motorjev. Ko kupite letalo od nas, kaj bomo naredili? Da vam povemo, da kupujete letalo, če motor potrebuje popravilo, ali če je treba motor obnoviti, ali celo nekoliko nadgraditi. Ampak mislim, da imamo obveznost, da to storimo. Kaj boste naredili? Rekli boste, da tega ne boste storili. Poglejte, Turčija je bila, veste, veliko ljudi se ne strinja, čeprav mislim, da s časom začenjajo razumeti, da je Turčija bila za nas odličen zaveznik. Turčija bi se lahko postavila na drugo stran. Zelo dobro poznajo Iran in poznajo težave z Iranom. Ampak so bili zelo ključni skupaj z nekaj drugimi državami pri pomoči. Lahko bi se vključili v boj. Veš, nekateri ljudje govorijo o njihovem odnosu z Izraelom. Lahko bi se vključili v boj. So zelo močna vojaška država. Tega niso storili. Morda tega niso storili zaradi mene, vendar bi se lahko vključili v boj na drugi strani. So narod, ki je bil zelo, zelo dober. In lahko govorim samo zase, kot predsednik. Bili so izjemni na več načinov glede našega odnosa, vključno s poskusi končanja vojne z Iranom ali kakorkoli temu rečete. To sploh ni vojna, to je vojaška operacija. To je denuklearizacija. To je v resnici to, za kar gre pri Iranu. Ker mislim, da tudi on noče, da bi imeli jedrsko orožje. Sem kar prepričan v to. Pravzaprav sem popolnoma prepričan v to. Torej, ampak ko kupijo izdelek od nas, naj bo to letalo ali kaj drugega, ko pride čas za vzdrževanje, mislim, da imamo ali nimamo dolžnosti, da jim pomagamo. Kaj bomo naredili? Rekli bomo, da vam ne bomo dovolili uporabljati izdelka, za katerega ste porabili veliko denarja. In še posebej, ko gre za državo, ki je bila iskreno bolj v pomoč Združenim državam, kot mnoge druge bolj tradicionalne države. Tega ne maram početi. Jaz pa. Imel sem zelo dober pogovor s predsednikom Putinom, ki ima mimogrede veliko spoštovanja do predsednika Erdogana. Veliko spoštovanja do njega. Včeraj sva imela dolg pogovor. Trajal je dolgo. In takoj zatem sem govoril tudi s predsednikom Zelenskim. Mislim, da si oba želita skleniti dogovor. Škoda, da je trajalo tako dolgo. Ampak mislim, da se bo nekaj zgodilo. In predsednik nam pri tem tudi pomaga. Ampak mislim, da je nekaj na tem. Veš, jaz sem končal 8 vojn. In mislim, da bomo dosegli dogovor. In jaz, zdaj se sicer ne zdi verjetno, ampak včasih, ko gre za vojno, vidim, da se zgodi ravno takrat, ko je najmanj verjetno. Imel sem zelo dober pogovor s predsednikom Putinom. Imel sem zelo dober pogovor, če ju vzamem skupaj. Velikokrat sem se dobro razumel s Putinom, pa je bil Zelenski problem, ali pa obratno. Zelenski bi bil odličen, Putin pa bi, oba si želita, da se to zdaj reši. Več kot to, v mojem življenju samo sklepam posle, poznam posle. In mislim, da bomo to rešili. Upam, da kmalu. Prejšnji mesec je umrlo 35.000 ljudi, večinoma vojakov. Mesec predtem jih je bilo 24.000, mesec predtem jih je bilo 27.000 in mesec predtem jih je bilo 29.000. Toda prejšnji mesec je umrlo 35.000 mladih vojakov, večinoma vojakov. In to je noro. Govorimo o obrambni industriji, vendar so Združene države Amerike tudi odstranile carinske sankcije. Gospod veleposlanik Barak je tukaj. V zadnjih mesecih je imel na to temo tudi nekaj sporočil. Vemo tudi, da predsednik o tem razmišlja pozitivno. Da bi dosegli cilj trgovinske izmenjave, so to tukaj razglasili tudi na vrhu NATO, še preden je gospod Trump prišel. Pravzaprav so povedali, da se je Turčija vrha udeležila z napako, hkrati pa je bilo v nasprotju, da se te napake izvajajo proti Turčiji. In za najstrogledalce, ki so se morda pravkar priključili ob tej uri. In so pričakovali naš redni program, pa zdaj v živo spremljamo dogajanje v Ankari. Turčija, Ankara. Odpravili bomo sankcije. Wow, to je zanimivo. Gledamo tiskovno konferenco predsednika Trumpa.
Nočem, da zapravljajo čas z odgovarjanjem na to vprašanje, ker zelo tesno sodelujemo z Markom Rubijem, zelo znanim človekom, odličnim državnim sekretarjem in Scottom Bessettom ter s Petom in vsemi ostalimi. Odpravili bomo sankcije. Čas je za to. Brero? Ne želimo sankcionirati prijateljev. Zelo preprosto je. Obstaja veliko ljudi, ki jih lahko sankcioniramo. In tudi sami smo sankcionirani. Ne želimo sankcionirati prijateljev. In zaradi predsednika, veste, imamo zelo dober odnos z novim voditeljem Sirije. In opravil je izjemno delo. V letu in pol je združil celo državo. In imam zelo dober odnos z njim. In nekdo je rekel, no, precej je oster, da ga postavimo tja. Jaz sem ga odobril skupaj s predsednikom. Midva sva bila tista, ki sva ga resnično želela. In opravil je odlično delo. Opravil je odlično delo. Vse je združil. To ni lahko delo. Kar se tiče premijerke Meloni iz Turčije, tista objava na Truth Social je bila izčrpavajoča. Ne vem, mislim, da je v resnici prijazna oseba. Imela sva dober, potem pa slab odnos. Postal je nekoliko slab, ker nam ni hotela pomagati. Spet, nisem pritiskal na njo, ampak ni hotela sodelovati glede Hormuške ožine. Lahko bi rekli tudi Iran, ni hotela sodelovati. Zaradi tega se je moj odnos z njo nekoliko poslabšal. Ampak všeč mi je, mislim, da je v resnici prijazna oseba. Ampak mislim, da je naredila napako. Veš, oni dobijo veliko svoje nafte od tam. Mi od tam ne dobimo nič nafte. Mi imamo veliko nafte. Združene države imajo več nafte kot kdorkoli. In ko k temu prišteješ še Venezuelo, imamo veliko več nafte kot kdorkoli drug. Mi ne potrebujemo ožin. To počnemo, ker mislimo, da je to pomembno. Ampak preprosto nam ni stala ob strani. In zaradi tega nisem bil zadovoljen. Si lahko predstavljaš. Zaradi tega nisem bil zadovoljen. Zakaj tako misliš? Kateri pogoji so se spremenili? Je bil Putin odprt? S čim? Rusija, Ukrajina. Ali se je Putin zdel odprt za kakršnekoli popuščanja? Nikoli se niso spremenili. Samo nočem, da ubija ljudi. Veš, to ne vpliva na Združene države. Ko je Biden bil tukaj, jim je dal opremo v vrednosti $100 milijard. Zdaj jaz prodajam opremo za, veš, pošteno ceno, polno ceno. In jaz je ne prodajam Ukrajini, prodajam jo Evropski uniji. Oni nam plačajo. Ampak pri meni nima nič drugega pomena, kot to, da bi rad reševal življenja. Imate 25, 35, 30. Enkrat je doseglo 41,000 duš na mesec. So MRTVI. Pustijo svojo mater v Ukrajini. Pustijo svojo mater in očeta v Rusiji, v Ukrajini. Pomagajo Vislovo. In teden dni kasneje now to mix up. To je noro. In rad bi videl. Ne vpliva na nas, res je, veš, daleč stran je. To veliko bolj vpliva na Evropo. Mi smo tam, da pomagamo Evropi, vendar ne vpliva na Združene države. Med nami je ocean. Ampak veš, preprosto ne morem gledati, kaj se dogaja. Videl sem slike teh bojišč. In to je vojna z droni. To je vojna dronov. To je povsem nova tehnologija. In pravzaprav smo zdaj vodilni na področju dronov. Imamo najbolj sofisticirane drone, ampak ljudje ne bi verjeli, kako nasilno je. In videl sem bojišča. Pošiljajo mi slike. Pravzaprav želim reči, ne pošiljajte jih meni. Pete, ta človek tukaj mi pošilja slike. Pete Hegseth. In rekel sem, Pet, veš kaj, nič ne pomaga gledati. Še nikoli nisem videl česa takega. To je pokol. In to bi se moralo ustaviti. Ali smo bili pripravljeni na kakršne koli popuščanja, da bi končali vojno? Vaša kultura. Z obema se zelo dobro razumem in bomo to uredili. In predsednik Erdogan nam pomaga to urediti, tako kot pomaga pri Iranu. V zvezi s čim? No, to je škodilo mojemu odnosu z NATO-om, ker Grenlandija ne pomaga Danski. Danska ne porabi denarja, da bi resnično pomagala Grenlandiji, vendar je Grenlandija pomembna za Združene države. In obkrožajo jo kitajske in ruske ladje. In to se ne bo zgodilo. Ladje, to se ne bo zgodilo. To je bila Grenlandija in še vedno je tista, ki bi jo morale nadzorovati Združene države, ne Danska.
In ko se s tem niso strinjali, kljub vsemu denarju, ki ga porabimo, da jim pomagamo proti Rusiji, in nam sploh ne bi bilo treba porabiti nobenega denarja, bi lahko umaknili vse naše vojake iz Evrope. Ker ste verjetno opazili, je Evropa danes zelo drugačna kot pred 20 leti. Zelo drugačna, precej drugačna. Je precej drugačna in bolje bi bilo, da so previdni glede priseljevanja in energije. Če ne bodo previdni glede teh dveh stvari, Evrope ne bo več. V redu, najlepša hvala vsem skupaj.